Pozdravljeni. Mihael je imel čudovito predavanje in marsikdo od vas sedaj čuti v svoji duši in v telesu neugodje, bolečino, mogoče celo jezo na vse te odloke, na vse te uredbe, na vsa ta dejanja, ki se dogajajo izven ustave in tudi izven vseh teh ciljev in tudi namenov našega društva za srečno življenje Belis. Danes imam jaz ponovno temo prednosti brezpogojne ljubezni. Zakaj? Zato, ker samo s to brezpogojno ljubeznijo do sebe in do vseh bližnjih, tudi do naših sovražnikov, tudi do tistih ljudi, ki te zelo, zelo prizadanejo, ki te ranijo, ki te razočarajo, ki te ogoljufajo, ki te prevarajo, ki te mogoče celo ubijajo, je zelo pomembno, da vemo, da obstaja tudi brezpogojna ljubezen. Tudi jaz se učim, kot sem že iskreno velikokrat povedala. Ko sem se odločila za brezpogojno ljubezen osebno, se je moje življenje začelo spreminjati na bolje. Moje bolezni so odhajale. Moje življenje se je začelo urejevati po božjih zapovedih. In točno vem, da kadar se odločim osebno za brezpogojno ljubezen, se jaz osebno boljše počutim. Zato vam bom prebrala na začetku, glede na to, da sem že omenila, da vam je Mihael s svojim predavanjem prebudil kakšno bolečino, tudi eno pesem iz te knjige Iz pekla v raj, ki je meni osebno kazala pot do moje notranje sreče in do mojega miru v duši in v duhu in telesu. Napisana je bila tudi leta 1995. Bolečina. Bolečina, posledica odpada od življenjskega drevesa. Bolečina, podedovana od prve matere, ki verjela je lažniku. Bolečina, resnica vseh zemljanov, ki poti iz teme ne poznajo. Bolečina, oblak na zemlji, odsotnost sreče in miru. Bolečina, otrok laži, sejalka smrti. Bolečina, spremljevalka mater pri porodu. Bolečina, prekletstvo očetov, ki trudijo se za vsakdanji kruh. Bolečina, dar otrokom, ki se rojevajo brez božje slave. Bolečina, spremljevalka zemeljskih zakonov. Bolečina, vedi, že te pere živa voda novorojenega otroka, ki resnično ljubi tvoj smrtni dah, ki veješ ga vse posod na nas. To se pravi, bolečina, ki jo čutimo, zaradi kateregakoli razloga, je bolečina, ki se lahko spremeni v strah pred to bolečino, v agresijo na ljudi, ki nam povzročajo to bolečino in nam povzročajo strah. Lahko se ta bolečina spremeni v tisto depresijo, zaradi česar nekateri ljudje delajo samomore. Lahko se ta bolečina še poglobi in se spremeni v apatijo in ljudem je vseeno, kaj se dogaja v nas in okrog nas. In ta bolečina se lahko tudi spremeni v smrt. In smrt je odsotnost življenja, radosti, sreče, miru in ljubezni. Imamo pa vsi svobodno voljo, da to bolečino predamo, kot se temu reče, vodi življenja, ki jo spremeni v radost, v mir, v sočutje, v odpuščanje, v razumevanje, v ljubezen brezpogojno. Lahko to bolečino predamo zavestno, še preden zaide sonce, tej brezpogojni čudežni ljubezni, ki je zastonjski dar iz neba za vsakogar izmed nas. In ko to naredimo, se bolečina spremeni v radost. Če strah spremenimo v bolečino in potem v ljubezen, tudi izgine. Ampak moramo tudi strah darovati tej vodi življenja. Tudi smrt moramo darovati vodi življenja. Vse,
ker ni ljubezen in sreča, ker je odsotnost brezpogojne ljubezni, smo mi tisti, ki lahko to darujemo. Tej brezpogojni čudežni vodi življenja, ki je zastonski dar iz nebes. V tej ljubezni se je rodil Jezus Kristus in nam pokazal, da je možno na tej zemlji tudi z ljubeznijo premagati smrt. Ko je na križu, ko so ga križali po nedolžnem, izrekel besede: moj Bog, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Tudi jaz velikokrat moram, slej ko prej, in dobro je za mene, še predno zaide sonce, izreči besede: moj Bog, odpuščam, saj ne vedo, kaj delajo. Tudi jaz osebno se sam za vse, kar sem jaz izrekla ali naredila ljudem, ko nisem bila ljubezen, ko sem jih z besedo ranila, s svojim dejanjem. Žal mi je, res mi je žal, tudi za svoje dejanja se sam. Ko je človek v bolečini, iz njega veje bolečina, in če je bolečina izvor dejanj, potem to ni brezpogojna ljubezen. In bolečina rojeva bolečino. V bolečini rojevajo matere svoje otroke. V bolečini delajo za vsakodnevni kruh. Iz strahu se cepijo ljudje in to je začaran krog. Rešitev pa obstaja. Bogu hvala za to rešitev. Ampak to je naša osebna, svobodna izbira, svobodna volja. In društvo je nastalo iz velike moje bolečine za srečno življenje Belis leta 2002. Ne bom govorila o moji bolečini, ker sem že prevelikokrat. Sem se odločila, da jo 100% darujem tej brezpogojni ljubezni. Imam še v sebi tudi kakšne skrite bolečine, ki jih mi Bog razkriva iz dneva v dan, tudi takrat, ko najmanj pričakujem. In vendar sem vesela, da mi razkriva moje skrivne bolečine. Tiste bolečine, ki sem jih zakopala globoko v svojo dušo in se od njih odmaknila. Vendar ko bolečina pricurla na površje, jo je treba sprejeti s to brezpogojno ljubeznijo. In poiskati pravi vzrok za naše reakcije, za naše misli, za naše dejanja. Jaz osebno se nisem rodila z Božjo slavo. V veliki bolečini me je mama rodila. In to bolečino sem predolgo nosila. Predolgo. Bila je breme meni in tudi mojim bližnjim. Vendar ker poznam moč brezpogojne ljubezni, ker poznam milost, je te bolečine iz dneva v dan manj v mojem življenju. In srečna sem, da deluje društvo za srečno življenje Belis v tej trenutni situaciji v Sloveniji in tudi na en način po Evropi že. Imamo nekaj članov, kar nekaj članov iz sosednjih držav. Srečna sem, da je danes 50. srečanje Društva za srečno življenje. To je velik jubilej. Zdržali smo vse pritiske, tudi osebne in iz okolja. In vendar smo tukaj pred vami, dragi člani Društva za srečno življenje. In tudi vsi tisti dobronamerni ljudje, ki boste gledali ta naš Zoom ali preko svojih YouTube kanalov ali preko Facebooka, na kakršenkoli način, vas naprošam, zdržite do konca, vredno je. Kdor bo zdržal do konca v milosti, v odpuščanju, ta bo srečen in ne glede na to, kaj se okrog nas dogaja. Je najbolj pomembno, kaj se v nas dogaja, v naši duši, v našem srcu, v naših mislih in v naših dejanjih. Ker človeka ne zveličuje, ne usrečuje to, kar nam drugi ljudje podarjajo, ampak to, kar gre iz našega srca navzven. Jezus ni zastonj izrekel besede: ljubite svoje sovražnike, delajte dobro tem, ki vas preganjajo. Zakaj je to učil, ko je bil še na zemlji? Ni prišel za odrešene, ampak za take, kot sem jaz, polne bolečin, jeza, gneva in raznih slabosti. Prišel je tudi zame, za vas, za vse nas. Tudi za vladne uslužbence, tudi za policiste je prišel, tudi za inšpektorje, za kriminaliste,
za zdravnike, za sestre, za kulturnike, za vse ljudi je prišel in nam pokazal pot v lepše, bolj srečno in bolj zdravo življenje. Ni rekel, cepite se, strupi. Ni rekel, nosite maske, ampak je rekel, dajete ljubezen. Širite to ljubezen. Odpuščate ljudem, ki so vas prizadeli. Delajte dobro ljudem, ki so vas kakorkoli prizadeli, ki vas ne spoštujajo, ki vas po krivem sodijo. Učil nas je samo to, kar je za nas dobro. Ker je zate dobro zame in za vse nas. In to učenje je tisto učenje, ki vam ga polaga tudi Društvo za srečno življenje na srce, v statutu in tudi v tej čudoviti članski izkaznici, ki se jo prosim večkrat preberite. 10 namenov in ciljev društva je za srečno življenje. In prvi cilj je brezpogojna ljubezen. 10. cilj je, da živimo po naravnih zakonih, v skladu z matematično logiko. Preberite se te cilje, dragi člani Društva Belis, večkrat. Zakaj? Zato, ker nam vliva pogum, da bomo zdržali do konca v teh časih. Ker Bog je alfa in omega, začetek in konec. Vmes pa, kakor se mi osebno vsak za sebe odločimo. Jaz osebno sem se odločila za brezpogojno ljubezen. Imam težke izzive, res težke. Ampak Bog z menoj v meni zmaguje in kraljuje. In zato lahko vsak dan znova in znova rečem hvala Bogu za življenje, ki ga živim. In hvala za vse te sovražnike, ki še niso rekli da ljubezni, ki še vedno delajo po sistemu za denar. Hvala ljudem, ki ne spoštujejo 10 zakonov. Hvala tudi vsem tistim, ki ne spoštujejo svojega zakona, ki si poželijo mogoče partnerja svojega bližnjega, mož ženo bližnjega, žena moža bližnjega. Tudi tem ljudem je treba odpuščati in jih blagoslavljati. Tudi tiste ljudi je treba blagoslavljati, ki kradejo premoženje, ki kradejo tisto, kar se je pridna roka pridelala. Tudi te ljudi je treba blagoslavljati. Vse ljudi, ki ne delajo to, kar je Božja volja, je treba blagoslavljati. In jaz se pridno učim blagoslavljati vse moje sovražnike. Tudi moje lastne slabosti predajam tej vodi življenja. In spodbujam vas, da se odločite za brezpogojno ljubezen v vsaki situaciji. Popolnoma vsaki. Lahko je ljubiti ljudi, ki nas imajo radi, ki nam delajo dobro. Ljubiti nekoga, ki ti ubije otroka, naklepno, ki te obsodi, ki v tebi laži širi po časopisih. To je veliko težja lekcija, priznam. Ampak z Bogom je vse mogoče. Kar je nemogoče človeku, je mogoče Bogu in kadar smo z Bogom, zmoremo. In jaz pozivam vse nas, tudi mene osebno, da zdržimo s to brezpogojno ljubeznijo do konca, ker konec prihaja. Zmaga Boga na zemlji prihaja. Ljudje se prebujamo, ozaveščamo. In veselim se tega dneva, ko bomo drug drugemu bratje in sestre v Kristusu, v ljubezni, da bomo delali za skupno dobro in da bo zemlja postala raj za vse ljudi in da bomo živeli zdravo in srečno življenje. To je danes od mene, res s tisto ljubeznijo, ki v tem trenutku že premoram. Hvala za vašo pozornost, rada vas imam. Hvala tebi, Mihael.